Ja, nič, gremo kar začeti. Obljubil sem vam eno skupino, eno pevko, skupine že z nami, ampak nažalost vsi niso mogli prijeti, ker pač na studio malo premajhen. Prišel je pa Domen, lepo pozdravljen. Živijo. Kako si? Super sem. Ja. Kalipso, evo. Ja, evo, spet smo tukaj na Štajerskem. A se spomniš, da smo si ime nazadnje videli v naši oddaji? Mislim, da maja. Točno. Jaz sem si to zabeležil. Mesec maj, ja. In tako, ja, maj, eno leto nazaj. Od takrat pa do danes pa verjetno kar dosti novega, ne? Par stvari si bomo tudi pogledala. Še prej bi te povprašal, zdaj to klasično vprašanje na začetku leta, kako si zadovoljen z letom 2019 in seveda, kaj pričakuješ v letu 2020? No, za eno stvar bomo tudi kasneje razkrili, tisto še ne povedati. Leto 2019, zelo dobro, plodno leto. Mi smo imeli veliko igranj, veliko veselic, veliko porok, veliko zabav. Zapomnili si ga bomo tudi potem, da smo mi prvič v vseh letih, kar obstajamo, smo dali 3 pesmi ven, nove, ki še nikoli nismo. Ponavadi vedno naredimo tako eno, mogoče 2 pesmi na leto, letos oziroma 2019 pa 3. A je bilo tudi časa vmes, a ste se odločili, da malo spremenite zadeve? Ne, sploh ne vem, ne znam povedati, ampak kar nekaj hočemo mogoče nekaj finiširati, pa dajmo čim več ven stvari drugačnih. Pač leto 2019 je bil za nas tudi cel kup drugačnih stvari, se pravi, mi smo prvič v vseh letih, kar obstajamo, se pravi, letos bomo praznovali 20 let. V vseh teh 20 letih smo prvič dali ven duet, ki ga še nikoli nismo imeli. Danes bo predstavila tudi prvo balado po vseh teh letih. Se pravi, dosti nekih novitet, drugačnih stvari, ki so mogoče ljudje z naše strani navajeni. A vas je bilo kot skupina kaj strah, kaj bojo pa oboževalci vaše rekli, ko bo prvič duet, prvič balada, recimo od zunaj? Kakšni bodo odzivi? Bodo negativni, pozitivni? Je bilo kaj tizga? Pravzaprav imamo to v mislih, ampak zdaj je to tako ratalo, se mi zdi, v tej slovenski glasbeni sceni, treba si veliko tudi upati, poskušati, ljudje imajo radi nekaj novega, nekaj drugačnega, da ni vse po istem kopitu, vse isto kot ima nek drug ansambel, nekaj novega, unikaten izdelek mora biti, se mi zdi, da to bolj potegne. Ja, je pa vedno, v bistvu vsak, ki dela novo pesem, si želi, da bi bil to hit, da bi bil ljudem všeč. Velikrat si pa treba res kaj upati malo drugačnega. Tako kot recimo ta pesem, ki smo jo zdaj poslušali, Le Rezerva. Iskreno, tudi jaz bom pač povedal, da to je napisal pesem Rok Lunaček. Jaz v prvem štartu, ko sem ga slišal, pač zdaj se bom izrazil tako, meni je bil komad beden, ampak recimo moji starši so rekli, ta je pa super pesem, sosedje, prijatelji, ful dober komad. Ok, zdaj pa, ko ga slišim, ko ga pojemo na terenu, očitno ljudem se res dopade, pojejo ne samo refren, pojejo tudi kitice, tako da dobro so ga sprejeli, pesem je drugačna. Tudi ste mladega novinca na glasbenem svetu, mislim glasbenemu, na glasbeni sceni v bistvu povabili zraven, da se vam pridruži. To je pa Urban Vidmar, simpatičen primorski fant, še samski. Ja, fejst fant je, fajn smo se pokonektali, res fejst dečko je. A si ga prej poznal, si vedel, da je bil na oddaji za izbor Zvezde Slovenija, mislim, da je bila oddaja. Gledal sem. Pravzaprav se ga nisem spomnil. Ko sem pa slišal, katero pesem je zapel, potem se ga spomnil. Drugače pa jaz ga prej nisem poznal. Ja, se pravi, vi ste naredili njemu uslugo, on pa tudi vam, recimo, na nek način. Ja, točno tako. Besedilo je pač, tako kot sem že prej omenil, Rok Lunaček napisal. Pesem, melodijo je napisal Teo od Zvite Feltne. Vse se je nekako poklopil, ljudem je všeč. Bili smo tudi na velikih lestvicah radijskih, tudi na prvih mestih, tako da nas je kar malo presenetilo. Zdaj, ko imate tak poletni, nima neke poudarjene vsebine, verjetno, ne? Ne, pač mogoče bom rekel, da je bolj za mlade, od 15 do 25. Blazno me sekira, blazno me nervira, ne? Pač, ne vem, tako, zanimivo.
Na koncertih verjetno ga morate vsakič odšpilati, ne? Ja, pa ne samo enkrat, tudi dvakrat. Aha. Se pravim, jaz bom tako rekel, pesem uspe takrat, ko vidiš na veselici, da ga pojejo ljudje. Mislim, to je res en tak feeling, ki igraš, gleda spodaj, mladina, starejši, mlajši, vsi pojejo to pesem. To je to. Zdaj, ko ste videli, da vam je to ratalo, še lahko pričujemo kak duet, pa še kakšen takle poskočen komad? Od s kom drugim recimo tudi? Ja. Zdaj, za letošnje leto bomo konec marca dali novo pesem ven, poskočno, glede na to, da imamo okroglo 20-letnico. Se spodobi, ne? Ja, se spodobi, se trudimo, da bo dober izdelek, da bo dobra produkcija, dobro besedilo. Potrudili se bomo seveda tudi pri videospotu, tako da ja, tudi dueti so še, imamo že nekaj v načrtu, ne smemo se povedati. Vse pa res ne, ne? Ja. Zdaj, preden gremo na kviz, ki ga že težko pričakuješ, še recimo čist na kratko, rekel si 20-letnica, se obeta kaj posebnega letos, kakšen mega koncert? Za našo 20-letnico smo si pač, nismo rekli, ne gremo v dvorane, pač mi smo band za žur. Se pravi, igramo za eno dobro vzdušje, smo zelo široki v repertoarju, tako da igramo narodno zabavne, hrvaške, dalmatinske, bosanske, srbske, stari rock, španske, portugalske, za žur pač, muzika za žur. In smo rekli, da imamo v tem stilu narediti našo okroglo obletnico. Zraven imamo že dogovorjeno, da pridejo še pop dizajni, se pa še dogovarjamo še z 2 izvajalci, tako da v bistvu to bo ena taka veselica, ali pa tako, kot vi rečete, v vašem koncu čaga. Kje se bo to odvijalo in kdaj? To bo v naših koncih, to je pa v Komendi, Hipodrom Komenda, 16. maj. To je že potrjeno, ne? Zdaj sem se spomnil, povabil sem te. Že takrat sem te povabil, sem že o tem govoril. Ti si pozabil, zdaj si moram jaz prav zapisati. Ja, super. Pa rekel si, da prideš. Pa rekel sem, da prijem, ja. Tako da... Ponovad prijem, če ni kaj, da prije kaj vmes. A si pripravljen za kviz? Gremo počas začeti. Sam, da ne bo težko. Ne bo. No, daj, povej. Tako, mislim, da je vse pripravljeno, drage gledalke, dragi gledalci. Mi smo tudi pripravljeni čase za The Quiz. Je tako, najbolje, da začnemo, še enkrat poudarjam, da je sponzor The Quiza športna trgovina The Nutrition. Ugibate lahko tudi vi, mi dva pa nažalost bolj resno za točke. Dva sklopa vprašanj imam, bi lahko ali bi težja, ker si prvi gost, lahko izbiraš. Ajde, devate prvo težjega. Sklop težjih ali lažjih, ker imam zdaj, vsak ima 5 vprašanj iste teme. Aha, težjih. Pustima potem punci lažje. Aha, ma ja, ne, bom jaz imel težka. Ok, gremo. Prvo imamo vedno iz športa vprašanje in sicer koliko medalj imata iz svetovnih in olimpijskih prvenstv dvojec, ima Iztok Čop. Mislim, že reči dvojec, ker velike sta v dvojcu nastopala. Je bil pa kar dober, ne? Je bil kar dober, to vem, da je bil dober. Ampak jaz sem čisto zelo antišportnika. Še dobro, da sem eno vprašanje športa. To bom zdaj na pamet, ker res iz svetovnih in olimpijskih, Iztok Čop. Iztok Čop, drugače sta bila 2. Ja, z njimi tudi osvajajo, to se tudi njemu šteje. To se šteje, ne. A se pravi, v katerem letu, v katerem obdobju? Skozi celo kariero. Skozi celo kariero? To jih je pa po mojem kar veliko. Zdaj bom na pamet rekel, res ne vem, ampak rekel bom 15. 15, žal ne. 16, 18 ali 20. Aha, se pravi, imam tudi te variante. Ja, sem zdaj manj točk, sem še 2. Se pravi, 16, 18 ali 20. Tako, ja. Zdaj je ugibanje, ne. 20. 20? Ja. Te bom razočaral, bil si blizu 16. 16. Za eno si se zmotil. Ponovadi si reče, dobro, če ni 15, pa poj 16. Gledalci, gledalke, ste vi to vedeli? Ja. Kaj čma, ne?
Še prej, doma tele ključke, ki imaš na mizi, lahko hitro so povem, vsi tisti, ki boste klicali ali pa pisali SMS ključek z 80 komadov, se je rekel, da je gor. Ja, mi smo se kar nekako odločili, zdaj ni več toliko CD popularen, zdaj so bolj ključki. Smo rekli nič, dajmo na ključek mi vse naše avtorske pesmi, plus pesmi, ki jih igramo drugih izvajalcev. In smo mi to malo posneli, malo iz špilov pobrali dol, dali na ključek, tlele gor. Če si želite doma imeti eno fajno veselico, pokličite in vam podarimo tale ključek, kjer je 80 pesmi, poleg naših avtorskih, tudi priredbe drugih izvajalcev. Tako. Ali pa SMS, številke so spode pod zaslonom izpisane. Ok, zdaj pa, ker smo končali za športom, gremo na neko zgodovino, geografijo. To je zelo zanimivo vprašanje. Koliko pragozdov je bilo v bivši Republiki Jugoslaviji? To so kar dosti težko vprašanje. Ja. A gledaš zdaj milijonarja? Gledam. Tam imaš tako A, B, C, D. Ja, A, B, C, D. Se bomo tudi imela mi A, B, C, D. Zdaj moram jaz se pravi številko povedati. Tako, ja. Koliko je bilo pragozdov? Tako, ja. Koliko jih je bilo? A je bil 1 ali je bilo 10 ali 30? Nekaj jih je pa bilo, ne? Jaz sem prvo mislil, ko sem to bral, da jih ni, ne? To sem z enega spletnega kviza pobral, ne? Aha, se pravi, da jih je več. Da ni bil samo 1. Jih je bilo več, ja. To je neka pomoč, no. Zdaj bom spet ugibal, 10. 10 ni, 15, 18 ali 20. 15. Plus 5. Res, 20 pragozdov smo imeli, ne? Ne moreš verjeti, zdaj pa nobenega več. Bivša Juga. Vse smo uničili. Mislim, da več ni, ne? Kdo bi vedel, ne? Ok, zdaj gremo še eno vprašanje. Ok, to je pa res mogoče malo lažje. Katera država je tretja članica Evropske unije po številu prebivalcev? Tretja članica. Po številu prebivalcev. Ja. Tretja članica. Tretja. Vemo, kdo ima največ? Mislim, da je Avstrija. Sem falil, a ne? Ni Avstrija. Ful falil. Avstrija je kar majčkena, ne? Nemčija je največja. Ja. Ima 80 milijonov prebivalcev. Nemčija je največja, ja. Ampak kdo je tretja država? Tretja. V mislih imaš verjetno države, ki so tako skozi pogosto omenjajo, ampak je treba kar eno zbrati. Dobro, Italija ni, ne? Ja, ne vem. Rečemo, da je Italija. Rečemo, da je Italija. Zadnji odgovor. Ja. Super. Evo, točka Italija, tako, ja. Koliko ima prebivalcev? Nisem si zabeležil, sledita še potem pred njo, mislim, da ne vem, Španija ali Francija in tako naprej. To so te države, ki so nekaj gibajo. Ampak je pa Nemčija pa na prvem mestu. Nemčija pa na prvem mestu, 80 milijonov. To je bilo prelahko vprašanje. Zelo zanimivo. No, zelo zanimivo, recimo, jaz sem bil zdaj, če lahko povem, sem bil v Egiptu. Egipt ima 80 milijonov prebivalcev. Ja, afriške so večje, ne? S tem, da glavno mesto Egipta ima 10 milijonov prebivalcev. Slovenija, 2 milijona 100. Nas je, mislim, da že. Ja, nas kar nese eno mesto, ne? Žal smo majhni, kaj čemo, ampak smo po športu zelo uspešni, ne? To pa res. In v glasbi, ne? To pa res. Zdaj gremo pa na glasbo, področje, ki ti leži. Skupina Nirvana, poznaš? Poznam. Ok. Kdaj je nastala skupina Nirvana? 1900? Ja, 1900 Nirvana je nastala. Lahko ti pomagam, da so leta 94 zaključili, ne? Ja, 94 samo, oni so bili 60 leta. Ne smem povedati. Ja, bi rekel 67. 67. Žal ne. So bili ali 1980, 85 ali 87. Res? Takrat so začeli. Ja, pa 80. 80? Zadnji govor? Ja. 87. 87 so začeli, ja. To so taka... Ok, še na zadnje vprašanje. Ampak do zdaj nisem še čist nič vedel. Ja, že si vedel. Vedel si za Italijo, ne?
Ampak 5 točk. mogo bi saj iz glasbenega sveta biti poučen, kdaj je Nirvana. Ja. Ampak moram priznati, da v tistih časih se je res veliko ta muzika poslušala, Ja. ampak moram pa reči, da jaz pa nisem bil glih toliko navdušen No, pa letnice na so to. tudi- Ne? Verjetno komade bolj poznaš kot Ja, letnice. bil ne. sem pa star 10 let, Ja. ko so začeli. To pa tudi Ja. nekaj je. Ne? Takrat se ni toliko mediji Ja, pa no. to. Ne? Ok, še zadnje vprašanje. Oasis, ne vem, če sem prav prebral, ali so Oasis, ne vem, kako se točno reče. Ne? Koliko album so izdali? Ja, Oasis. ja. To bom Spet pa jih ni bilo ustrelil grozen, čisto grozen mimo. velik. Ne? Ja, sam to. Nekaj jih je bilo. Mogoče zdaj, kakšen, ki me gleda, ne si reče, kako tega ne veš. Enostavno, lahko spet ugibam pa rečem, Ja. da jih, če jih ni bilo veliko, recimo, da jih je bilo 10. 10. Žal jih ni bilo 10, malo preveč, si rekel. Res? Ja. 3, 5 ali 7. Ja, 7. 7. Čestitam. 7. 2 točki. Evo, 7. Nisi prvi, nisi pa tudi na zadnjem mestu, to moraš pa tudi vedeti. Ne. Okay. Evo, zdaj, končali smo s tem kvizom, upam, da še priješ daj, da ni bilo preveč hodov. Kaj sem še mislil vprašati? Rogaški imate zdaj koncert v petek, ne? Kako veš? Jaz vse vem. Ja, v Rogaški smo. Ja, Tako da se kar blizu, ne? ja blizu, ja. Tako da Tako da povabimo. se v Rogaško. To že niste dolgo bili verjetno, ne? Pravzaprav tako je bilo. No. Mi smo bili zdaj na enem koncertu nekega, ne vem, če lahko omenim, radija, tradicionalnega koncerta. Tam je bilo res super, super vzdušje, kot vedno na Štajerskem. Pravzaprav ljudje poznajo očitno te naše pesmi in po mojem, da glih iz tega koncerta smo mi ta špil dobili. Aha. Torej v lokalu, v petek lahko pridete v Rogaško Slatino, coffee shop. Tam vas najdejo, ne? Tako je. Ok, za konec pa še Lepa kot nekoč, to je pa zdaj aktualna pesem, sem rekla, bolj romantična, za ženske. Ja, tako je. To smo pa, prej sem rekel, da tista pesem Le rezerva je mogoče bolj za mlajšo publiko od 15 do 25, ta je pa, smo mečkan pa hotel za starejše, je pa v bistvu ločitev družine, malo smo hoteli upozoriti na dejansko, da je ogromno ločitev, Ogromno, ja. da je treba biti malo bolj strpen, v glavnem. Ne, tako je, ja. Ja, zdaj si zadovoljen z odzivom? Ja, sem. 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 Moram reči tako, nikoli še, ampak res iskreno, nikoli nisem še toliko SMS-ov pa na Messenger dobil odgovorov na to pesem, res ogromno, še pri nobeni pesmi, tle so mi pa res pisali, koliko je pa ta pesem lepa. So še Taka lepa pesem, začutili so se not, ne? Ja. Začutiš jo, veliko ljudi, veliko nas je takih, ki smo bili že na takem, v takem... Skoraj vsak je že bil, moramo priznati, ne? No, zdaj tega velika, ne? Vsak se najde v tem besedilu in je mogoče tako malo pritisne na dušo, kakšna solzica preteče, pač tako je, ne? Ja. Realno v življenju. Ja, kaj čemo, ne? Ja, super. Ja, mislim, da smo povedali tisto, kar smo mogla, ne? Da se vidimo spet ob naslednji priliki, ne? Z veseljem pridemo na Štajersko vsakič, Top Music. Še prej pa v Rogaško, ne? Petek se pa vidimo v Rogaški, seveda. Super. Evo, nič, si bomo kar pogledali ta zanimiv video spot, Domen ga bo napovedal, pa se gremo pa kar pogledati. Izvoli. Drage gledalke, dragi gledalci, tole je pa za vas od nas, skupina Kalipso, Lepa kot nekoč.